Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je postal naposled lačen in pristopil je skušnjavec in mu rekel: Če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa je odgovoril: Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi dol, kaj ti pisano je. Svojim angelom bo zate zapovedoval in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril: Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Jezus mu je tedaj dejal: Poberi se, Satan, kaj ti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, v Zabulonovi in Neftaljevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiji. Dežela Zabulonova in dežela Neftaljeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. In njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mreže v jezero, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. Glas o njem se je razširil po vsej Siriji. Prinesli so k njemu vse bolnike, ki so jih mučile različne bolezni in nadloge, tudi obsedene, božjasne, hrome, in jih je ozdravil. Za njim so hodile velike množice iz Galileje, deseteromestja, Jeruzalema, Judeje in iz krajev onkraj Jordana.